Pozdravljeni na kanalu Albert in Leonida Margole. Tokrat se bomo skupaj družili v videu, kjer bom govorila o naših dosežkih. Zdajle v zadnjem času z Albertom delava en mal večji projekt, kjer sva mogla v bistvu napisati vse najine reference, kaj sva delala, kje sva se izobraževala, kaj sva organizirala. In jaz sem v bistvu bila zelo v stiku s tem občutkom časa, ki je minil, in svojega osebnega napredka. In sem si v enem trenutku rekla: vraga, zakaj tega ne delamo sprot? Zakaj si tega ne zapisujemo sprot? Kako da kar pozabimo na neke stvari. Recimo, jaz sem pozabila na eno izjemno stvar, ki sem jo počela. To sem počela v bistvu 20 let nazaj, po mojem. Sem imela prvo delavnico za ženske v stiski. A si predstavljate? In še vem, katere ženske so bile na tej delavnici. In ni jih bilo malo. In sem si rekla, wow, lej, 20 let nazaj sem že to počela in kar v pozabo je šlo in kar izgubili neko vrednost. In potem sem imela še eno enako delavnico v Cerknem, enkrat na mesec, in sem se vozila tja. In potem sem imela še eno enako delavnico za učitelje in vse te stvari so nekako kar izpuhtele v zraku, šle v pozabo. Ampak vem, koliko so puncam te delavnice takrat pomenile. Potem sem šla pač skozi to svojo zgodovino in sem se spomnila še ogromno enih stvari, ki sem jih pozabila, ki se mi sploh niso zdele pomembne, ki sem rekla, saj to ni nič takega. In v enem hipu sem pomislila, kako mi v bistvu na nek način grdo delamo s sabo. Zakaj? Zato, ker ti dosežki so nekaj, kar nas določa, kar določa nam vrednost, kar določa nam, kako se počutimo. A veste, če mi delujemo, če smo mi aktivni, če naredimo nekaj dobrega, se tudi dobro počutimo. Če imamo neko vrednost, na drug način hodimo po svetu. A veste, ljudje nas manjkrat prizadanejo, zaradi tega, ker sem jaz v sebi postavljena in vem, kdo sem, ker se cenim, a ne? In če mi kdorkoli, karkoli takega reče, kar bi me sicer prizadel, grem lahko mirno mimo in rečem, lej, to ni moje. Pač ne moreš me prizadeti. In zdaj boste rekli, ja, ti imaš velike dosežke, ne? Si predavala v Cankarjevem domu, pa si bila v tujini, pa imaš izobraževanja ta pa ta. Res je, to so veliki dosežki. Ampak, a veste, koliko imam jaz tudi takih dosežkov, čisto enakih kot vi, ki se čez dan nekaj zgodi, pa se potrudim. Veliko dosežkov imam na področju sprememb. Sem prepričana, da jih imate tudi vi. To se pravi, to so dnevi, ko se odločam, da bom nekaj pri sebi spremenila, da bom spremenila neko navado, nek običaj, da bom nekaj novega vnesla v moje življenje. To so ful veliki dosežki, ki sicer niso javno vidni, ne morete jih napisati vsi vi, ampak lahko jih pa zapišete v svoj osebni CV. In danes zjutraj sem dobila to idejo, da vas povabim, da si odprete v računalniku nek fajl, ali pa jaz to še bolj v bistvu nagovarjam ljudi, si kupite zvezek, tak lep zvezek, pa svinčnik, in napišete na ta zvezek naslov Moj osebni CV, to se pravi moji osebni dosežki. To je nekaj, s čimer verjetno ne boste iskali službe, ampak boste pa polnili vašo dušo in boste dvigovali vašo samozavest in vrednost. Skratka, vsak dan si v ta zvezek napišite vaše dosežke današnjega dneva. In zdaj boste rekli, saj so dnevi, ki so čisto običajni, pa jaz nimam dosežkov. Dajmo vzeti en primer. Recimo, se slabo počutite, ali pa recimo, da žalujete za čim. In je treba skuhati kosilo in vi se slabo počutite, vi bi najraje bili sami, najraje bi pač vse skupaj nekam poslali, ne da se vam ne da, nimate volje, brezvoljni ste. Ampak se vseeno potrudite in skuhate kosilo. A vi veste, kakšen dosežek je to? A se zavedate tega?
O tem govorim, o teh malih dosežkih. Pride otrok, vam začne težiti, nerga, vas provocira in vi ga pogledate in se mu nasmehnete in rečete: "Glej, jaz vem, da je zdajle tebi težko. Kako čva tole rešiti?" In odreagirali ste drugače kot sicer. Niste se razjezili, niste padli v boj z otrokom in ostal je mir v družini. In to je tudi dosežek. Pride partner domov, zamuja in vi ne začnete truditi na njega, da zamuja, ampak rečete: "O, koliko sem te vesela." Tudi to je dosežek. In predstavljajte si, da vaš osebni CV postane tolikole debel čez nekaj let, zaradi tega, ker sem prepričana, da čisto vsak dan lahko nekaj zapišete v ta zvezek, da čisto vsak dan z nečim lahko dvignete svoj občutek vrednosti in da imate čisto vsak dan razlog za to, da praznujete neke svoje dosežke, s katerimi sicer ne boste iskali službe, boste pa prijazni do sebe in boste polnili neko svoje upanje. In še nekaj, zelo pomembna stvar. Ko mi vemo, kaj so to dosežki, potem nam tega nihče ne more vzeti. In tudi, kadar smo malo bolj v slabi koži, lahko odpremo ta zvezek in pogledamo, kakšne vse veščine imamo, da lahko premagamo te trenutke v življenju. To se pravi, to so tudi zgodbe dobrega upanja za dneve, ko imamo mi slab dan, jaz temu rečem. Tako da ja, toliko zaenkrat, pozivam vas, naredite si svoj osebni dnevnik dosežkov, pa če ne marate dnevnikov pisati nič hudega, to ne bo dnevnik, to bo vaš osebni CV. Da se malo okrog prinesete. Ker vem, da eni pač ne marate pisati, ampak dosežek se napiše v enem stavku, tako da ne rabite zelo veliko nekega truda vložiti v to. Zdaj pa lajkajte tale video, dajte ga šerati okrog svojim prijateljem, zato da bo svet postal poln lepih dosežkov in da bomo s tem delali lepši svet. To je naš namen. Nasvidenje v naslednjem videu. Čau, čau!